Kot je že povedal Aleš, bom v svojem predavanju govorila o melanholiji levice kot o možni alternativi kapitalističnemu realizmu. Na začetku bom povedala nekaj o metodi, ki jo je Fischer uporabil za to, da analizira kapitalistični realizem kot sodobno stanje modernosti. To, da govorim nekaj o metodi, se mi zdi pomembno prav zato, ker se lahko to metodo, ki jo je on uporabil v tej svoji knjigi, uporabimo tudi za analizo drugih pojavov. In pojav, ki ga bom jaz danes analizirala, je melanholija levice kot nekaj, kar je bilo v preteklosti dojeto kot nekaj zelo reakcionarnega in apolitičnega. Bom poskusila pokazati, da se preko tega Fischerjevega branja pokaže kot nekaj pozitivnega, kot nekaj, kar se lahko zoperstavi sodobnemu kapitalizmu. No in tudi sam Fischer je govoril o melanholiji levice, govoril je tudi dosti o melanholiji, predvsem o melanholiji, ampak je ni zares razdelal kot neke svoje teorije, tako da jaz bom v bistvu vzela to njegovo metodo iz knjige Kapitalistični realizem, ki je knjiga, v kateri ni govoril o melanholiji levice, in jo prestavila na te njegove koncepte melanholije levice, kjer je govoril, in jih s tem razširila in poglobila. Tako da to je nekak plan. No, za začetek si pogledamo, kaj je kapitalistični realizem. Zdaj, jaz vem, da vi ste zdaj že imeli parkrat seminar in da verjetno ponavljam druge ljudi, ampak vseeno bom naredila kratko predstavitev. Fischer opredeli kapitalistični realizem kot vsesplošni občutek, da ne le, da je kapitalizem edini delujoči politični in ekonomski sistem, temveč tudi, da si je sedaj nemogoče predstavljati njegove koherentno alternativo. Kapitalistični realizem opredeli kot vsesplošni občutek, da je kapitalistični produkcijski način najboljši izmed možnih svetov oziroma edini še preostali svet. Je svet, ki s svojim specifičnim ekonomsko-političnim načinom delovanja onemogoča potencialnim nasprotnikom, da bi si poskusili zamisliti njegovo alternativo. Takšna alternativa ni mogoča, saj kapitalistični realizem deluje kot, citiram, vsesplošna atmosfera, ki ne določa le produkcije kulture, temveč tudi regulacijo dela in izobraževanja in ob tem deluje kot nekakšna nevidna ovira, ki omejuje misli in dejanja. Kapitalistični realizem torej deluje kot vsesplošna ideologija modernega kapitalističnega sistema, ki posameznika v celoti posrka vase oziroma v celoti določa, kako posamezniki dojemajo svet okoli sebe. Kapitalistični realizem Fischer definira tudi kot splošno obupanost nad življenjem oziroma kot občutek, da se ne more zgoditi nič novega. Opiše ga kot pojav, ko se, citiram, slabotno mesijansko upanje, da je nekaj novega na poti, prevesi v malodušno prepričanje, da se nikoli ne bo zgodilo nič novega. In ta občutek, da se ne more zgoditi nič novega, med drugim privede do dveh rezultatov. Prvi je ta, ki mu pravi nihilistični hedonizem, ki ga Fischer opredeli kot nihilizem nad tem, da ni prihodnosti, ki se na neki bolj osebni ravni potem kaže kot enostavno ne bom razmišljal o stvarih, o sedanjostih, torej vem, da se dogaja globalno segrevanje, da so talibani zavzeli Afganistan, da je z družbo nekaj narobe, ampak o tem ne razmišljam. Potem drugi izmed mnogih učinkov kapitalističnega realizma je pa depresivna hedonija. Depresivna hedonija ni zgolj neka vsesplošna naveličanost nad življenjem ali pa neka depresija, ki onemogoča posamezniku, da bi deloval v svetu ali bi bil nekako nezadovoljen s svojim položajem v svetu. Fischer pravi, da pri depresivni hedoniji, citiram, ne gre toliko za nezmožnost dobiti ugodje, kot za nezmožnost početi karkoli drugega, kot iskati ugodje. Gre za stalni občutek, da nekaj manjka, a brez razumevanja, da lahko ta skrivnostni, manjkajoči užitek dosežemo samo onkraj načela ugodja. Ta onkraj načela ugodja pomeni da greš ven iz tega cikla neprestanega iskanja ugodja. Ena izmed glavnih poant, ki jih Fischer v svoji analizi izpostavi, je, da so danes duševne motnje, depresivna hedonija oziroma depresija nasploh, ki je bila njegova zelo priljubljena tema, ker se je tudi sam več let boril z depresijo, danes obravnavane kot individualna stvar vsakega posameznika, kot neka kemijsko-biološka težava, s katero se posameznik sam sooča in ne kot produkt specifičnega družbenega razmerja, torej specifičnih družbenih odnosov. Sicer je res, da so vse duševne bolezni nevrološko izražene, torej da imajo nek svoj biološki moment, ampak Fischerjeva poanta je, da to ne pove nič o njihovem vzroku. Torej ljudje so bili vedno depresivni, melanholični, ampak
Vprašanje je, zakaj se v neki družbeni situaciji ta melanholija pojavlja ali depresija ali kako drugo stanje pojavlja v večji meri kot v kakšni drugi družbi. Torej, tukaj sem hotela reči, ko Fischer govori o družbenih pojavih kot o duševnih motnjah, operira na dveh ravneh. Po eni strani govori, da moramo individualne duševne motnje razumeti kot produkt družbenih okoliščin. Torej, to je to, kar sem zdaj rekla. Občutek vsesplošne depresije in razočaranosti nad življenjem ne obravnava kot osebne patologije posameznikov, temveč kot posledico sistemskih družbenih vzrokov. O tem govori tudi v svojem pozivu levičarskim gibanjem danes, ko pravi, da je, citiram, naloga repolitizacije duševnih motenj je urgentna, če se želi levica zoperstaviti kapitalističnemu realizmu. Torej, ključnega pomena je, da se levica ukvarja z vprašanjem povezave družbenih pojavov in človeške psihologije. No, ampak postaja še druga raven in ta druga raven, na tej drugi ravni Fischer operira tako, da govori o tem, da lahko specifične družbene pojave obravnavamo kot duševne motnje, torej ravno obratno. Govori o tem, da določene družbene pojave oziroma družbo kot tako lahko razumemo oziroma jo moramo razumeti prek konceptualnega okvira, ki nam ga ponujajo teorije duševnih patologij, predvsem tistih, ki jih je razvila psihoanaliza. Torej, ne samo, da moramo razumeti družbeno delovanje zato, da lahko razumemo duševne patologije posameznikov, ampak moramo tudi družbene pojave obravnavati kot patologije, kot duševne motnje, zaradi tega, ker lahko na ta način bolje razumemo te same pojave. Torej, jaz se bom v svojem predavanju fokusirala na to drugo raven, torej to drugo raven, ki obravnava družbene pojave kot duševne motnje, ker to je tudi tista raven, ki je, mislim, da je Fischerju omogočila, da odkrije oziroma analizira kapitalistični realizem kot neko motnjo, patologijo oziroma stanje sodobne družbe. Takšna metoda, ki obravnava družbene pojave kot duševne motnje, patologije, ima posebno ime, no, verjetno ima več imen, ampak meni je posebno blizu en termin, ki ga je skoval italijanski filozof Davide Terrico, in to je materializem trpljenja. Terrico pravi, da je materializem trpljenja operacija vednosti, ki se pri razlagi družbenega delovanja fokusira na rane in razpoke družbene strukture, na vzroke, ki pokažejo, kje in zakaj družba ne deluje. Pri tem pa ne deluje na nek operativni, temveč klinični način. Zdaj, kaj pomeni ta razlika med operativnim in kliničnim pristopom? Operativni pristop uporablja deskriptivno in normativno analizo, kar pomeni, da v prvi vrsti popiše, kako neka stvar deluje, popiše neke mehanizme družbenega delovanja in potem uporabi to normativno strategijo napovedi oziroma predvidevanja, kako bi družba mogla delovati. Klinični pristop pa deluje po popolnoma drugačnem principu. Za razlago družbenega delovanja ne potrebuje vnaprejšnje vednosti o tem, kaj naj bi bilo pravilno ali resnično družbeno delovanje. Vse, kar potrebuje, je prepoznanje družbenega nedelovanja, ki se kaže v človeškem trpljenju. Torej, klinični pristop se od operativnega razlikuje predvsem po odnosu do tega, kako ugotovi, kaj je resnica neke družbe. Po kliničnem pristopu lahko to resnico najdemo zgolj tako, da raziščemo njeno nedelovanje. Adorno bi rekel, to je citat iz negativne dialektike, potreba po tem, da damo glas trpljenju, je predpogoj vse resnice. Torej, za odkrivanje tegob obstoječe družbe kliničnemu pristopu ni treba poznati skrivnosti zdrave družbe. To pa seveda ne pomeni, da mu ni treba vedeti ničesar o neki situaciji, ki jo raziskuje. Pomeni zgolj to, da lahko znanje o dani situaciji pridobi samo, če izhaja iz njenega nedelovanja. In iz predpostavk kliničnega pristopa lahko izhaja neka drugačna vrsta materializma, ki Terrico pravi materializem trpljenja ali materializem družbenih, političnih in zgodovinskih motenj. No, in po Terricu obstajajo tri glavne paradigme tega kliničnega pristopa. To so Marxova, Nietzscheva in Freudova. Te tri paradigme se med seboj razlikujejo glede na to, kako razumejo koncept resnice, zgodovine in kakšno razmerje imajo do ontologije. To je zdaj njegov opis. Marxova paradigma temelji na tezi, da lahko v vsakemu momentu družbenega nedelovanja določimo njegovo zgodovinsko funkcijo.
Družbena struktura deluje po nekem principu, ki ga lahko spoznamo zgolj skozi družbene antagonizme, na katerih temelji in ki povzročajo družbene trpljenje. Torej antagonizem med delom in kapitalom, družbena neenakost, rasizem, nacizem, te reči. In v teh ranah in razpokah trenutno obstoječe družbe nato prepoznamo resnico družbe, ki je tisto, kar naj bi te težave odpravilo in tisto, k čemer družba teži, in v Marxovem primeru je to komunizem. Torej, manjko komunizma se kaže kot družbeno trpljenje v kapitalizmu. Med današnje predstavnike Marxove paradigme Terico umešča avtorje, kot so Agamben, za katerega je resnica zahodne politične zgodovine družbe neoperativnost, Negrija, za katerega je resnica modernega kapitalizma multituda, in Esposita, za katerega je resnica človeških političnih skupnosti življenja. No, potem je druga paradigma, ki je Nietzscheva. Nietzscheva paradigma deluje ravno obratno od Marxove. Temelji namreč na genealoškem dojemanju zgodovine, s čimer se popolnoma odpove pretenzijam po ontološkem spoznavanju resničnega bistva družbe oziroma neke resnice o zgodovinskem procesu. Preprosto rečeno, ta paradigma ne verjame, da obstaja nekaj takega kot globlja resnica družbe in zgodovine. Še več, naloga teorije je ravno razkrinkavanje takih lažnih ontoloških resnic. Genealoško raziskovanje zgodovine še vedno deluje tako, da izpostavlja zgodovinske motnje, torej način, kako neka družba ne deluje, vendar pa lahko slednje zgolj razkriva, ne more pa jih ozdraviti. In pod to Nietzschevo paradigmo se vrščata, na primer, Adornova negativna dialektika in Derridajeva dekonstrukcija. Negativna dialektika in dekonstrukcija delujeta tako, da zgodovine pokažete njene meje. Obe namreč pristajata na to, da v zgodovini ni neke velike resnice, ki bi morala biti udejanjena, in da zgodovino zaznamuje temeljna neidentiteta, ki se kaže skozi motnje in nedelovanje zgodovinskega procesa. Pri tem pa se ne gre toliko za to, da neka ta sprememba, ki bi spremenila družbeno delovanje, ni zares mogoča, ampak da se ves čas prestavlja v prihodnost. Tako negativna dialektika kot dekonstrukcija sta tako nikoli končana procesa. Dekonstrukcija je nek stroj, ki se tako melje in se nikoli ne more ustaviti. Obstaja neka verzija družbene resnice, ki pa nikoli ni razkrita oziroma ki se ves čas prestavlja neko nenapovedano, nepričakovano prihodnost. In to neprestano prenašanje prihodnost se na primer pri Adornu razreši s tem, da uvede koncept utopističnega momenta zgodovine, pa Derrida z mesijanskim razodetjem. No, potem pa še ta tretja, ki je ključna, Freudova paradigma. Freudova paradigma ne predstavlja naprej pripravljene ontološke resnice družbene biti, niti ne pričakuje njenega prihoda v nekem velikem mesijanskem ali utopističnem dogodku, ki se nikoli ne bo zares zgodil. Resnico družbe in njen dejanski konkreten obstoj poveže na drug način. In sicer, Terico pravi, resnično smo zgolj vkolikor nam resničnost spodleti, da smo. Zakaj to pomeni? Freudova paradigma vidi zgodovino družbe kot serijo med seboj nepovezanih zgodovinskih tvorb, zgodovinskih konstruktov. In vsakemu izmed teh zgodovinskih konstruktov pripada druga resnica. Vsaka konkretna družbena formacija ima svojo resnico in zgodovinske resnice so vsele konkretne družbene resnice, ki se ravno tako kot pri Marxovi in Nietzschevi paradigmi kažejo v družbenem nedelovanju. Vendar pa ne gre za isto nedelovanje. Rekli smo, da je po Marxovi paradigmi mogoče neka vrsta družbene organizacije, ki bo delovala, torej možna je neka družba brez antagonizmov, brez družbenega trpljenja. Freudova paradigma pa obratno trdi, da nobena družba ne deluje in da se resnica družbe skriva v načinu, kako tej družbi spodleti, da bi se vzpostavila kot neka celota. Torej, družba se želi vedno oblikovati po nekih univerzalnih principih, ampak to ni mogoče. In če želimo poznati resnico neke družbe, moramo analizirati način, kako ji spodleti uresničiti te univerzalne principe.
Tukaj imam citat od Trica, lahko bi rekli, da tako za Freuda kot tudi za ostale mislice, ki bi jih lahko vključili v Freudovo paradigmo kritične teorije, bivajoče ni tisto, kar bi moralo upodobiti ali materializirati resnico, temveč tisto, kar sistematično ne dosega lastne zahteve po nujnosti in univerzalnosti. Naloga kliničnega pristopa k preučevanju družbenih pojavov je, da pristopi k analizi zgodovinskih resnic, ki zase trdijo, da so ontološko pravilne in pokaže, da v resnici ne počnejo tega, kar naj bi počele. Resnica družbe je zgolj v načinu, kako tej družbi spodleti, da bi se realizirala. Torej, to so te trije pristopi. Jaz sicer mislim, da je ta od Trica interpretacija Marxa napačna in da to, kar pač... Jaz mislim, da te tri možnosti kliničnega pristopa so dejansko trije neke miselne operacije, ki stojijo, ampak mislim, da ta prva paradigma, ki jo on potakne Marxu, ni zares Marxova in da Marx bolj spada pod to tretjo, torej Freudovo paradigmo, ker pač obstaja neko posebno branje marksizma, ne vem, to, čemur Heinrich danes reče svetovnonazorski marksizem, ki bi načeloma spadalo v to prvo paradigmo, ampak pač to, kar Marx dela v svoji kritiki politične ekonomije, je tako pač dobesedno to, kar on tukaj opiše pod Freudovo paradigmo. Ampak sem tukaj hotela pač pokazati, tako pač predstaviti te njegove tri miselne paradigme, zaradi tega, ker se potem lažje vidi, kaj je poanta te tretje. No, in tudi, če beremo Fischerja, način, kako on bere Marxa in način, kako bere Freuda, je v bistvu tako, da bi lahko oba umestili v to tretjo paradigmo, ne v prvo. Skratka, pač to z Marxem je narobe, ampak v osnovi stoji. Torej, jaz mislim, da ta tretja paradigma je ta paradigma, ki opisuje Fischerjevo pozicijo oziroma njegovo metodo. Ko Fischer analizira kapitalistični produkcijski način in kapitalistični realizem kot neko stanje sodobnosti, ga ne analizira iz neke zunanje perspektive, ne analizira ga iz neke vnaprej določene ideje, kako bi družba morala delovati, ali ideje o tem, kaj je resnica trenutne ali prihodnje družbene strukture. Če beremo kapitalistični realizem in tudi druge te njegove spise, bloge, objave, Fischer ves čas govori o tem, kako ni mogoča pozicija zunaj kapitalizma. Vedno smo že umeščeni v okolje, v katerem smo se konstituirali kot subjekti in ne moremo preprosto izstopiti iz njega. Ravno tako si ne moremo preprosto zamisliti neke pozicije, takšnega izstopa oziroma neke globlje resnice oziroma neke nove oblike družbenih razmerij, neke globlje resnice, ki bi segala onkraj obstoječih razmerij. Večkrat tudi poudari, da lahko do nove oblike družbenih razmerij pridemo zgolj preko kapitalizma in ne mimo njega, kar je bila tudi Marxova poanta. Fischerjeva metodo analiziranja kapitalističnega družbenega sistema lahko razumemo kot materializem trpljenja, torej metodo, ki družbeno delovanje vselej opredeli glede na to, kje tej družbi spodleti, da bi dosegla neko stopnjo celosti. In v tem smislu je kapitalistični realizem ime te spodletelosti kapitalizma. No in kaj nam zdaj lahko to pove o melanholiji levice? Zdaj pač bom najprej povedala nekaj o samem konceptu melanholije levice. Prvi filozof, ki je analiziral ta pojav oziroma ki je skoval termin melanholija levice, je bil Walter Benjamin. Zapisal ga je v spisu Left Wing Melancholy iz leta 1931. V tem spisu je kritiziral dva pesnika, Erika Kästnerja in Kurta Tucholskega. Oba sta bila Nemca, nemška pesnika, pisatelja, satirista, nasprotovala sta nacistom, bila sta pripadnika levice. No, ampak Benjamin ima v tem spisu očita, da sta se po svojem slogu pisanja predala kultu ekscentričnosti, ki je popolnoma podrejen kapitalističnim praksam produkcije. Skupaj s podreditvijo je njuna poezija izgubila ves vsebinski in kritični potencial. Postala je zgolj prazna forma in s tem reakcionarna. Benjamin je torej povezoval melanholijo levice z neko specifično izrazno formo. S tem, ko je ta dva avtorja obtožil reakcionizma, jima je očital,
da kljub temu, da sta bila neke mere pač kritična do tedanjega režima, nimata zares lastnega stališča, saj je njuna poezija zaradi pač te ekscentrične forme ju postavlja v stanje, ki ne more biti zares opredeljeno, ki lahko vse skozi menja pozicijo in se po svoji formi ne more opredeliti. In Benjamin je mislil, da bodo v primeru družbene revolucije takšni levičarji prvi, ki bodo pristopili na sovražnikovo stran, in zato je bila tudi njegova uporaba melanholije levice izjemno negativna. No, in Benjamin je sicer uporabil ta termin, ni ga pa razdelil kot koncept. On je to o tem govoril kot nekaj, kar je zelo negativno, kot neko pač zmerljivko, ni pa povedal, kaj je to. Ampak to je bilo dovolj, da so potem vsi za njim, ki so začeli ta termin uporabljati, so ga začeli uporabljati kot na ta način, kot je on namigoval, torej nekaj negativnega, nekaj reakcionarnega. No, eno izmed takšnih razlag najdemo v tekstu Resisting Left Melancholy, ki ga je leta 1999 napisala Wendy Brown. V tem tekstu Brownova postavi malo bolj dodelano definicijo melanholije levice. Razumejo kot stanje samoopazovanja in kontemplacije, ki v emancipacijske boje vnaša protirevolucionarne, protidružbene in celo apolitične tendence. Trdi, da ima melanholija levice specifičen vzrok, in to je fiksacija na politično preteklost. Torej, melanholični levičar je kvazi revolucionar, ki se ne more otresti lastne politične preteklosti oziroma pripadnosti neki pretekli politični stranki ali gibanju. Takšna fiksacija na politično preteklost svojih predhodnikov ustvarja paradoksno stanje ujetosti med preteklostjo in prihodnostjo. In ta ujetost je tista, ki po Brownovi definira melanholijo levice. Melanholija levice je torej ujetost med preteklostjo, ki se revolucionarnega gibanja ne morejo znebiti, ta preteklost so propadli socialistični poskusi 20. stoletja, in prihodnostjo, ki je ne more na novo izumiti. Torej, nezmožnostjo, da bi napisala nek nov političen program, ki bi sprožil neko novo vrsto delovanja. Torej, pač melanholija je to, da si obtičiš. V delu Left Wing Melancholia, Marxism, History and Memory iz leta 2016 Enzo Traverso navede nekaj konkretnih primerov takšne ujetnosti. Pravi, da so se družbene revolucije po letu 1989, torej po padcu Berlinskega zidu, razpadu Sovjetske zveze, po zametni revoluciji na Češko-Slovaškem in tako naprej, doživela nek preobrat. Pričela so nastajati nova družbena gibanja, ki so zase sicer trdile, da so neka progresivna ali revolucionarna, vendar pa so lastne politične programe in lastno delovanje še vedno fiksirale na določeno preteklost. In s to fiksacijo ni mišljena zgolj neka zvestoba preteklim revolucijam ali njihovim idealom, temveč fiksacija v nekem širšem smislu. En tak primer so sodobne liberalne pozicije, ki namesto tega, da bi konstruirale lastne politične programe ali nove vizije prihodnosti, konstruirajo same sebe tako, da se v imenu idej enakosti in svobode distancirajo od svojih predhodnikov. Torej, te pozicije se fiksirajo na to, kar dojemajo kot lastno preteklost in da se do nje opredelijo negativno. In v tem duhu so se po letu 1989 pričeli postavljati muzeji in institucije posvečene preteklosti, ki naj bi ograbil komunistični režimi. Še en tak primer so arabske revolucije iz leta 2011. Potem, ko so vse splošne vstaje, to je od Traversa primer spet, potem, ko so vse splošne ljudske vstaje zrušile totalitarne režime v Tuniziji in Egiptu, in se sicer neuspešno razširile tudi na Libijo in Sirijo, so prišle do točke, ko niso vedele, kaj storiti. Traverso pravi, da težava njihovega neuspeha ni bila v neuspešni organizaciji ali v manku vodstva. On trdi, da jih je ohromil ravno spomin, da jih je ohromila ta melanholična drža, torej spomin na propadle revolucije in politične projekte 20. stoletja, ki so po dekolonizaciji poskusili vzpostaviti novo družbo. To primer, da on ta pan-arabizem, islamski fundamentalizem proti imperialistična gibanja tretjega sveta.
No in fiksacija na politično preteklost je novo nastojajoča gibanja ujela v prezentizem, ki ga lahko razumemo kot nek suspendiran čas, torej kot to v bistvu ujetost med preteklostjo, ki jo niso mogli vzeti nase, in prihodnostjo, ki jo niso mogli zares na novo izumiti. To je v bistvu pač ista definicija kot od Wendy Brown. No, zdaj, kaj pravi o melanholiji levice Mark Fisher? Fisher melanholijo uporablja na dva načina. Po eni strani jo uporablja kot pridevnik, to je zelo pogosto v vseh njegovih delih, govori o melanholiji, predvsem ko piše neke kritike nekih kulturnih pojavov, reče, da je neka glasba melanholična ali film ali nek avtor, pač kot pridevnik jo ogromno uporablja. Po drugi strani pa tudi govori o različnih vrstah melanholije levice oziroma o melanholiji levičarskih gibanj. Bolj konkretno govori vsaj o treh. Tri sem jaz našla. Prva je melanholija levice, v kateri govori Wendy Brown. Fisher bolj ali manj tej prvi definiciji Fisher bolj ali manj povzema to ujetost med preteklostjo, ki se ne moreš znebiti, in prihodnostjo, ki ne moreš izumiti od Brownove. Ampak temu doda, da je za Brownovo levičarski melanholik nekdo, ki je depresiven, a misli, da je realističen. Torej, levičarski melanholik je nekdo, ki nič več ne verjame, da se stvari lahko spremenijo, ampak hkrati tega svojega občutka ne prepozna kot vdajo in resignacijo. Potem druga melanholija, o kateri govori Fisher, je postkolonialna melanholija. To omenja v knjigi Ghost of My Life, Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures iz leta 2014. Bolj konkretno omenjajo v poglavju Not Giving Up the Ghost, kjer predstavi koncept postkolonialne melanholije od Paula Gilroya. Paul Gilroy razume postkolonialno melanholijo kot izogibanje lastni preteklosti, kot krivdo glede imperialistične zgodovine, ki paralizira vsako nadaljnje progresivno delovanje levice. Torej, postkolonialno melanholijo Fisher omenja tudi v nekaterih drugih spisih, predvsem v teh tekstih, ki so išli v tem zborniku K-Punk leta 2018. No, ampak to sta za njega neki dve slabi vrsti melanholije. Potem pa ostaja še tretja vrsta melanholije, ki za njega ima ta pozitiven moment. No? In ta tretja vrsta melanholije je, pravi ji, hauntological melanholija, torej prikazanska melanholija. Torej če obstaja neka takega kot dobra vrsta melanholije levice, je za Fisherja to neka vrsta hauntologije. Ta hauntology je besedna igra med haunting in ontology, ki jo Fisher povzame od Derridaja, ki jo zapiše v knjigi Spectres of Marx iz leta 1993. In glede na to, da ne obstaja nek dober termin, ki bi za slovenski prevod, ki bi zaobjel dejanski ta pomen, bom jaz kar hauntology uporabljala kot hauntology. No, skratka, hauntology ima po Fisherju dva pomena. Prvi se nanaša na tisto, kar nič več ne obstaja v neki aktualnosti, ampak še vedno obstaja v nekem virtualnem smislu. On reče, to ne bom šla, ampak on reče, da je to travmatična, kompulzivna prisila k ponovitvi strukture, ki se ponavlja. Drugi pomen pa se nanaša na tisto, kar se še ni zgodilo, ampak že obstaja v nekem virtualnem smislu. Torej nekaj, kar privablja ali anticipira prihodnost, s katero uravnava sedanjost. Torej, rečeno bolj preprosto, hauntology pa eni strani označuje prisotnost neke prikazni, prisotnost nečesa, kar preganja, nek duh, ki ni zgolj preostanek nečesa, kar je bilo, kar je obstajalo, ampak je nekaj, kar obstaja v svetu, brez da bi bilo zares prisotno v njem. Torej, neka ta prikazan. No, ampak po drugi strani pa ta napol prisotnost, te prikazni, pomeni pojavitev nečesa, kar je radikalno drugačnega od obstoječega sveta. In ta drugi pomen, ta anticipacija nečesa novega je tisto, zaradi česar ima ta hauntological melanholija za Fisherja pozitiven pomen.
Torej, melanholija levice po tej njegovi definiciji ni zgolj žalovanje za neko izgubljeno vizijo preteklosti, ni neka ujetost med preteklostjo in prihodnostjo, ampak je tudi upor, da bi se podredil trenutnim predpostavkom oziroma pogojem sedanjosti. In tak upor trenutni realnosti podeli melanholiji določeno politično dimenzijo, ker posamezniku onemogoči, da bi se uvrstil v zaprt horizont kapitalističnega realizma. No, v spisu What is Hauntology iz leta 2012 opiše Fischer to hauntology na primeru elektronske glasbe. Pravi, da je v zadnjem desetletju glasba naletela na neko kulturno prepreko oziroma slepo ulico, v kateri se je znašla sodobna družba. Pravi, da od leta 2005 naprej elektronska glasba ne more več proizvesti zares futurističnih zvokov. Torej, ne more več proizvesti glasbe, ampak to je on pisal zdaj 2012, torej to je 10 let nazaj. Od takrat se je v glasbi pač verjetno veliko spremenilo, sem zato v kontekst, da je on pisal to. Torej, iz stališča 2012 ne more več proizvesti glasbe, ki bi zvenela futuristično, ampak zgolj ponavlja to, kar so počeli v 20. stoletju. In to ravno zaradi občutka, da prihodnost ni več mogoča. Zaradi te izgube prihodnosti se razgradi cel red zamišljanja tega, kaj bi lahko bilo, kar se neposredno odraža v glasbi. Tako so najbolj progresivni zgolj glasbeniki, kot so Philip Jack, Burial, The Ghost Box Labor, The Caretaker, torej tisti, kateri glasba deluje na ta ghostly način, kar pomeni, da vsebuje nekakšne prikazni. In to žalovanje, ki ga slišimo v njihovi glasbi, ni žalovanje za neko konkretno prihodnostjo, ampak za neko potencialno prihodnostjo, za vse tisto, kar si ne moremo niti več zamisliti, da bi lahko nastalo. Torej, Fischer govori o tem hauntological melanholiji, jo izpostavi, ampak je jo tudi na kratko definira, ampak je res ne razvije kot koncept oziroma ne pove, zakaj, kako točno deluje in zakaj ne bi to njeno delovanje resnično imelo ta nek progresiven moment. Tako da moja ideja je bila, da zdaj jaz grem bolj detaljno pogledati, kaj točno je melanholija in predstavim potem to, kot je obravnavala psihoanaliza in postavim pa to definicijo, razširim na melanholijo levice. Torej, Fischer ni bil prvi, ki bi razlikoval različne vrste melanholije. V resnici je imel že od samega začetka oziroma nastanka koncept melanholije več pomenov. Med drugim so jo v verskem kontekstu srednjega veka razumeli kot somatsko stanje, torej neravnovesje med telesnimi sokovi, ki povzroča nastanek presežek črnega žolča, ki ga povzročajo melanholikovi grehi, ki je lenoba. Torej, skratka, verjeli so to, da če si len, potem se tvoji sokovi v telesu padejo v neravnovesje in povzročijo nastanek tega črnega žolča, ki te pahne v melanholijo. Potem v renesansi so jo razumeli kot posebno nagnjenost ali razpoloženje. V 17. stoletju so jo razumeli kot posledico demonskega delovanja ali čarovništva. V 18. stoletju je dobila pozitivno konotacijo, kot bila je nekaj zaželenega, se je delovala kot neko stanje, ki podri človeškega duha oziroma ki spodbuja produktivnost in genialnost. In potem v 19. stoletju s Freudom je začela obveljavati kot patologija. No in različne opredelitve tega, kaj je melanholija, med drugim izhajajo iz določene težave, ki so imeli teoretiki, ki so jo želeli zapopasti. Ta težava je bila ta, da ima melanholija številne in med seboj zelo različne simptome. Po eni strani je povezana z globoko ustvarjalnimi procesi človeškega delovanja. Eden izmed pogostih simptomov so ti trenutki genialnosti, ki se kažejo v umetniških delih. Po drugi strani pa so bili ti pozitivni simptomi vselej povezani z negativnimi, kot so občutek brezupa, hromeča žalost, izolacija iz družbe in posledično osamljenost. Med različnimi razumevanji melanholije, ki so se oblikovali skozi čas, Freudova predstavlja nek določen mejnik. Freud je bil namreč prvi, ki je melanholije ni razumel kot neko specifično razpoloženje ali duševen vzgib, temveč kot patologijo. No, in kako jo on opredelil?
V spisu Žalovanje in melanholija iz leta 1917 Freud definira melanholijo kot poseben način žalovanja. Torej, melanholija je za Freuda žalovanje, ki ga ni mogoče dokončati. Kaj to pomeni? Najprej, če se pogledamo, kaj je žalovanje. Žalovanje je za Freuda reakcija, ki nastane ob izgubi določenega ljubljenega predmeta. To ne rabi biti nek konkreten predmet, lahko je oseba, lahko je ideal, svoboda, domovina, pač karkoli. No, ko posameznik izgubi ljubljen predmet, to pomeni, da mora pretrgati vse libidinalne vezi, ki jih je tvoril s tem predmetom. To stori, torej, ko pač tebi ljubi predmet, to, da imaš nek predmet, objekt, ideal, karkoli rad, to pomeni, da njega investiraš to svojo libidinalno energijo. In ko ta predmet izgine, moraš ti pretrgati te libidinalne vezi oziroma to svojo investicijo. In to je za njega, za Freuda, začetek žalovanja. No in to delo žalovanja, ki ga človek v tem času opravlja, v praksi pomeni, da za nekaj časa postane povsem okupiran s spominom na izgubljeni predmet. Ampak s časoma je delo žalovanja končano, ker posameznik investira svoj libido v nov predmet, kar pomeni, da postane osvobojen spomina na izgubljeni predmet in lahko ponovno nemoteno deluje. Torej pač izgine ta predmet, najdeš nekaj novega in investiraš to svojo libidinalno energijo v pač ta nov ljubljeni objekt oziroma ideal. No, melanholija se prične na isti način. Tako kot navadno žalovanje, se tudi melanholično žalovanje sproži ob izgubi določenega predmeta. Ravno tako se melanholik znajde v težavi, ko ne ve, kaj naj naredi s to libidinalno energijo, ki jo je predtem vezal na ljubljeni izgubljeni predmet. Do razlike z navadnim žalovanjem, pri melanholičnem žalovanju, pride šele v drugi fazi. Freud pravi, da za razliko od navadnega žalovanja, predmet izgube pri melanholičnem žalovanju ni znan ali pa vsaj ni zavestno dojet. To je zdaj zelo pomemben citat. Freud pravi, da melanholik ve, koga je izgubil, ne ve pa, kaj je z njim izgubil. Torej, to, da je nekdo melanholičen, ne pomeni preprosto tega, da se iz nekega, da ve, koga je izgubil, ne pa, da kaj je z njim izgubil, ne pomeni preprosto tega, da se ne mora spomniti tega predmeta. Melanholik je tisti, ki zelo dobro ve, kater predmet je izgubil, ampak ne ve, kakšno funkcijo je ta predmet za njega imel. In zaradi tega, ker ne ve, kakšno funkcijo za njega opravlja, ga ne more nadomestiti, zaradi tega, ker ne ve, kaj je tisto, kar mora nadomestiti. Torej, tudi če gre za izgubo konkretnega ideala ali osebe ali česarkoli in veš točno konkretno, kdo je to bil, ne veš, zaradi tega, ker ne veš, kaj je tebi ta stvar dajala, je potem ne moreš nadomestiti. Torej, ker melanholik ne ve, kaj mora nadomestiti, ne more najti novega predmeta. To posledično pomeni, da se proces melanholičnega žalovanja ne more nikoli zaključiti. Melanholično žalovanje je neskončno žalovanje, oziroma Freud opredeli melanholično žalovanje kot nemožno žalovanje. No in tukaj je potem malo zapleteno. Ker melanholik ne ve, kaj naj vloži to libidinalno energijo, ki mu je ob izgubi predmeta preostala, jo vnese v lastni jaz. Rečeno drugače, ker ne ve, s kakšnim predmetom mora zamenjati ta izgubljeni predmet, izgubo samo postavi za nov predmet. Torej, melanholik se identificira samega sebe s to izgubo. To pa pomeni, da se izguba predmeta spremeni v izgubo jaza. Freud pravi, da se melanholik zateče v narcisistično identifikacijo s to izgubo. In to je tudi razlog, zakaj ima melanholija en simptom, ki ga žalovanje nima. To je neznansko upadanje samozavesti. Freud pravi, citiram, pri žalovanju je postal pust in prazen svet, pri melanholiji pa je tak sam jaz. Melanholik prikazuje svoj jaz kot nič vreden, nezmogljiv, moralno zavržen, obklada se z očitki, zmerja se, pričakuje izključitev in neko kazen.
Freud opozarja, da upada samozavesti pri pojavu melanholije ne moremo preprosto zreducirati na neko blodnjo melanholika. Ko melanholik samega sebe opisuje kot šibkega, socialno manjvrednega, grdega, patetičnega, to ni zgolj samo pomiljevanje. Freud pravi, da dojema resnico ostreje od tistih, ki niso melanholični. To pa spet ne pomeni, da melanholik resnično je tako zelo patetičen, kot misli, da je, ampak da pravilno opisuje, pravilno reflektira to, kar se mu dogaja. Torej, pravilno izraža to identifikacijo z izgubo tega objekta. Ko namreč izenači jaz z izgubo predmeta, ko se identificira s to izgubo, prične melanholik proizvajati sovraštvo, ki ga zaradi identifikacije z izgubo predmeta preusmeri v lastni jaz. In to sovraštvo do samega sebe predstavlja enega zadnjih poskusov melanholika, da bi pretrgal vezi z izgubljenim predmetom. In tudi to se potem Freud naprej navezuje na samomorilnost, zakaj je ta poskus samomora pri melanholiji tak pogost, ker hočeš ubiti samega sebe, ker ne moreš najti te zamenjave. No, v delu Stanzas, Word and Phantasm in Western Culture iz leta 1992 Agamben upgrade to teorijo in ponudi nekoliko drugačno razlago paradoksalnega statusa melanholične drže. No in tukaj se še malo bolj zakomplicira, ampak ne zelo. Torej, Agamben pravi, da melanholija ni toliko regresivna reakcija na izgubo ljubljenega predmeta, kot izraz zmožnosti domišljije, da nedosegljivi predmet prikaže kot izgubljen. Torej, v svoji predelitvi gre Agamben še en korak dlje od Freuda. Pravi, da melanholija ne povzroči identifikacija med jazom in izgubo predmeta, temveč da je melanholik tisti, ki ustvari samo izgubo. Kar se zgodi je to, da se melanholikov jaz obnaša, kot da bi prišlo do izgube, čeprav v resnici ni ničesar izgubil. Torej, ta libido oblikuje neko simulacijo, v kateri se zdi, da je bilo nekaj izgubljeno, ker v resnici ni bilo nikoli posedovano, oziroma v resnici ni nikoli niti obstajalo. Rekli smo, da je melanholija za Freuda ne možnost žalovanja, torej žalovanje, ki se ne more končati. No, za Agambena in torej neko utrpevanje, neke izgube. No, za Agambena pa melanholija ni pasivna reakcija, niti ni ujetost, do katere pride ob neprepoznavanju izgube ljubljenega predmeta, temveč je aktivno delovanje, ki samo sebe vzpostavlja tako, da konstantno ustvarja nek predmet kot izgubljen. Konstantno ustvarja to luknjo, zaradi katere ne more nehati žalovati. Torej, za Freuda je melanholija patologija, ki prevzame nekatere lastnosti žalovanja, druge pa iz narcisizma, torej tega identifikacije z jazom. Za Agambena pa melanholija predstavlja mešanico žalovanja in fetišizma. Torej, predmet, ki ga melanholik ustvari, za Agambena obstaja zgolj kot fetišizacija prisotne odsotnosti nečesa, česar nikoli ni bilo. In to je tudi razlog, zakaj ima ta predmet paradoksalen status. Zdaj je citat od Agambena. Predmet od melanholika ni niti prisvojen, niti izgubljen, temveč istočasno posedovan in izgubljen. Tako kot je fetiš hkrati znak nečesa in njegove odsotnosti, iz česar tudi izhaja njegov lastni fantazmatski status, je tudi predmet melanholičnega projekta hkrati realen in nerealen, vsebovan in izgubljen, afirmiran in zavrnjen. Torej, po Agambenovi teoriji melanholije, melanholik proizvede določen manko, ki predstavlja izgubo predmet. Ta predmet izgubo. Melanholik fetišizira samo odsotnost tega predmeta. In ta izguba predmet je posebna vrsta predmeta. V trenutku njegovega nastanka postane njegov obstoj za melanholika bolj pomemben od obstoja vseh ostalih predmetov. Ta predmet izguba je nekaj nedoločenega. Je nekaj, kar ne spada v celoti v ta svet. S svojim obstojem nakazuje na to, da se nahaja nekje drugje, da prihaja od nekje drugje. In Agamben pravi, da se nahaja na nikogaršnji zemlji.
Nikogaršnja zemlja je prostor, ki ni niti čista fantazma, niti ni brezbrižen svet naravnih predmetov. Je nek vmesni prostor. In kot tak, kot vmesni prostor, ne pripada nikomur. S tem, ko melanholik ustvari izgubo predmet, del svojega sveta prestavi na nikogaršnjo zemljo. To pa ima posledice tudi zato, kako dojema celoten svet. Kot čista prisotnost nečesa, kar v resnici ne predstavlja ničesar, izguba predmet razdrobi in odtuji svet, ki je pred tem za melanholika predstavljal smiselno celoto. No in kako se zdaj to pretvori v melanholijo levice? Če sledimo Freudu in Agambenu, lahko pokažemo, da predmet melanholije levice ne označuje izgube predhodno obstoječega ideala ali njegovega neuspelega udejanjanja, temveč označuje stanja odsotne prisotnosti nečesa, kar ni nikoli obstajalo. Torej, medtem ko nam lahko Freudova teorija pomaga bolje razumeti identifikacijo izgubo predmeta in tukaj sem nekaj narobe napisala. Medtem ko nam lahko Freudova teorija pomaga bolje razumeti identifikacijo z izgubljenim predmetom, nam lahko Agambenova teorija pomaga razumeti, kako je do začetne izgube predmeta v prvi vrsti sploh prišlo. Torej, melanholijo levice moramo razumeti kot nemožno žalovanje, pač po Freudu, ki proizvaja lastni izgubo predmet po Agambenu. Torej, to bi še enkrat rada poudarila, ta odsotna prisotnost izgube predmeta ni nekaj, kar bi prišlo od nekje zunaj, temveč je produkt samega procesa delovanja melanholika. Skupaj s stanjem, v katerem kontemplira lastno nesrečo, melanholija levica proizvaja tudi predmet, ki jo je, gledano za nazaj, pahnil v stanje, v katerem se nahaja. Svojo paradoksalno eksistenco ta predmet povzroča, da je melanholično žalovanje ujeto v neskončni cikel, kar, če še enkrat ponovim, pomeni, da melanholija levice ne moremo razumeti preprosto kot žalovanje za nekimi neuspelimi ideali preteklosti, temveč jo moramo razumeti kot nemogoče žalovanje, torej kot žalovanje, ki ne more biti dokončano. No in zdaj tukaj so trije poudarki, zakaj to nemogoče žalovanje ni nujno, ker prvi govor bi bil, če je to nemogoče žalovanje, potem je to neka regresivna drža, oziroma kako je lahko to nekaj pozitivnega. Ne? No, tukaj so trije poudarki, zakaj je po moji interpretaciji Fischerja in po Fischerju in po tej teoriji to lahko nekaj pozitivnega. Prvič, pri melanholiji gre za aktivno držo. Gre za neskončni cikel proizvajanja izgube predmeta in ne za pasivno utrpevanje neke konkretne izgube. V Ghost of My Life Fischer pravi, da haunting deluje kot spodletelo žalovanje, se deluje kot zavračanje možnosti, da bi se odrekli temu duhu prikazni oziroma zavrnitev možnosti, da bi se ta prikazan odrekla nam. In ta duh prikazan nam ne dovoli, da se zadovoljimo z nekim povprečnimi zadovoljstvi, ki nam jih ponuja kapitalistični realizem. Melanholija sama obstaja zgolj v dejanju proizvajanja tega nenehne izgube predmeta. In ravno zaradi tega konstantnega proizvajanja ne more pasti v stanje, kot je na primer depresivna hedonija, torej v ta cikel, kjer iščeš, kjer se zaveda, da je vse brez smisla, ampak si na neki poti konstantnega iskanja ugodja. Torej deluje kot neka bremza pred tem, je nedelovanje, ampak je hkrati tudi nedelovanje v tem smislu, da ne samo, da ne dela nič pozitivnega, ampak ne pade v te negativne vzorce kapitalističnega realizma. No, drugič, kljub temu, da gre pri proizvajanju tega predmeta za razpustitev obstoječih razmerij, je pri melanholiji levice še vedno prisoten nek družben moment. Se deluje kot potrditev temelja vsake družbenosti. In to tukaj pride, če se spomnimo nazaj, ta Freudova paradigme. Po
Po Freudovi paradigmi resnico družbe ne smemo razumeti kot naprej določene celote, niti kot nekaj, kar bo prišlo v nedoločeni prihodnosti, ampak kot neko spodletelost, kot nezmožnost, da bi sama sebe realizirala kot dokončano celoto. Rečeno drugače, če v Freudovi paradigmi ne obstaja nič takega, kot je na primer popolno družbeno razmerje. Če obstaja resnica družbe, je to ravno to, da takšnega razmerja ni. Torej, resnica družbe je neko družbeno nerazmerje, ki se potem vsaki neki konkretni družbeni formaciji razreši tako, da pridobi eno izmed možnih oblik razmerja. In melanholična pozicija razkrije oziroma stoji na mestu tega nerazmerja. Torej, zaveda se dejstva, da vsako družbeno razmerje je nek konstrukt. In s tem, ko melanholik operira z družbenim nerazmerjem, torej ko se zaveda tega dejstva konstrukcije, se dotakne temelja same družbenosti. To je stališče, ki ste ga v tekstu A Politics of Melancholia zavzela Klaus Mladek in George Edmondson, to sta dva britanska politična teoretika, ki se ukvarjata z konceptom melanholije na področju politike. In zdaj, če jih citiram. Ne, da bi na kakršenkoli aktiven način to hotel, melanholik pokaže, da je nerazmerje edina stvar, brez katere družbenost ne more delovati, da je edina stvar, ki bolj kot vse ostalo zadeva družbenost. Melanholik je povsem družben, saj tako kot družbenost ne more mimo antagonizma. Torej, na prvi pogled se melanholija levice morda zdi kot individualna drža posameznika, ki se z motrenjem te svoje izgube predmeta povsem izloči iz obstoječe družbe. Vendar pa to ne drži. Pri vzpostavitvi melanholične drže gre za stvar samo, kot bi rekla Mladek in Edmondson. Ne gre za to, da bi melanholik ustvaril manko v družbeni strukturi in čakal na ta nek mesijanski dogodek, ki bo ta manko zapolnil. Gre za to, da se lahko melanholija ustvari in ohranja v odnosu do tega družbenega nerazmerja, s čimer je neposredno družbena. No in potem še tretjič, ta manko, ta izguba, ki jo melanholik ustvari in ki jo ohranja, deluje kot manko in ne kot praznina. Zdaj razlika med mankom in praznino je nekaj, kar vzpostavi Lacan in potem prevzema to še kup enih drugih stvari, ampak meni je všeč neka zelo poenostavljena definicija, ki jo je izpostavil samo Tomšič, in sicer, citiram Tomšiča. Manko še vedno predpostavlja prazno mesto, ki ga lahko zasede predmet, ki zastira ali mistificira, kot bi rekel Marx, radikalno implikacijo manka, to je praznina, ki predpostavlja popolno odpravo logike mest. Torej, ful preprosto rečeno, če imamo neko strukturo, ki ima svoje elemente, manko pomeni, da eden izmed teh elementov manjka, ampak struktura še vedno obstaja. Vsi elementi so na svojem mestu, samo nekaj manjka. Medtem ko praznina pa pomeni, da dobesedno luknjo v tej strukturi, takšno luknjo, zaradi katere se zruši celotna struktura. Torej, zaradi katere se vse druge vezi med drugimi deli porušijo. To je ta razlika med mankom in praznino. In s tem, ko proizvede izgubo predmet, melanholik ustvari praznino. In zaradi tega, in glih to, ker če bi ustvaril zgolj nek manko, bi bilo bolj kot žalovanje, ne pa kot ta melanholija. In zaradi tega, ker ustvari to praznino, njegov svet nima smisla. Celotna družbena struktura se razpusti na fragmentarne dele, ki si jih ne da zares povezati. In cela njegovo življenje, cel smisel, cela družba izgubi svoj pomen. In to je tudi v bistvu razlog, zakaj so povezovali vedno melanholijo, oziroma še danes z temi trenutki genialnosti, ker če deluje na ta način, da ti zruši cel smiselen okvir, cel način, kako ti gledaš na svet, ga moraš potem nazaj sestaviti. In če ti to rata, ga lahko nazaj sestaviš na zelo kreativen način. In zato so tudi predvsem v teh kreativnih poklicih je imela zato ta melanholija nek dober prizvok. To je tudi pozicija,
To je tudi pozicija, ki jo zagovarja Rok Benčin, slovenski filozof, v članku Melancholy or the Metaphysics of Fictional Sadness iz leta 2019. Benčin pokaže, da s tem, ko se melanholija vzpostavi v odnosu do družbenega nerazmerja, odpre neskončno možnost nastanka drugih svetov. Možnost do drugih svetov ni neka potencialnost, ki bi bila prisotna kot možno nadaljevanje procesa nemožnega žalovanja. Torej, možnost drugih svetov ni premaknjena nekam v prihodnost, temveč je opisana v sam nastanek melanholikove izgube predmeta. Benčin pravi: pravilno melanholična izguba sveta pomeni željo po drugih svetovih, ki pa ostajajo neuresničeni. Izmišljen predmet, ki je ustvarjen v izgubi, je predmet te melanholične želje. Ker je ta izguba predmet proizvod fiktivnega procesa, njegov nastanek melanholika niti ne zavezuje k pasivnosti, niti ga ne poziva k aktivnem delovanju. Melanholična izguba sveta označuje prelom. Kot prelom označuje točko v družbeni strukturi, kjer je izguba resničnosti upodobljena kot zavrnitev trenutno obstoječega sveta in hkrati kot odpiranje možnosti za nastanek drugih svetov. Odpiranje možnosti za drugačne svetove je neposredna oziroma hkratna posledica melanholikovega raztapljanja trenutno obstoječega sveta in ne nekaj, kar pride kot njegov možni nasledek. Ker obstaja kot neskončna oblika drugačnih svetov, ki so opisani v ta paradoksni objekt, izgubo predmet, melanholije levice ni mogoče preprosto vreči kot neko konzervativno hrepenenje po drugačnih utopičnih sanjah. Ravno tako je ne moremo zreducirati na cinično trditev, da drugačno delovanje znotraj kapitalističnega sveta tako ali tako ni uresničljivo. Ravno obratno, s tem, ko se melanholija levice vzpostavi v odnosu do družbenega nerazmerja, se umesti v tisto, kar popolnoma izpade iz simbolnega polja zamisljivega v trenutnem svetu. Umesti se v tisto, kar v obstoječem svetu ni prisotno. In to je tudi poanta teh dveh Britancev, Mladeka in Edmondsa, ki pravita: melanholik prevzame breme, ki ga nosimo na ramenih. Šteje s tem, kar ni šteto, kar ostaja neimenovano in izpade iz simbolne reprezentacije. Škandal, ki ga melanholik predstavlja za politični aktivizem, ki korenini v modalitetah nekega ne še, je, da nanj ni mogoče računati. Melanholija zmotri preračunavanje, ki se dogaja v računovodskih knjigah zgodovine in politike. No, v danem citatu Mladek in Edmondson izpostavljata to, da zaradi svojega vztrajanja pri tej konstantni izgubi predmeta oziroma pri tej praznini, melanholik ne more biti reduciran na drugo delovanje. Za vztrajanje nam na tem, da je melanholik pozicioniran znotraj družbene znotraj te pozicije, avtorja tudi opozarjata, da pri tej drži melanholika obstaja nek moment zvestobe. In spet citiram: melanholija v smislu zvestobe se opira temu, da bi se odrekla politični stvari. Ne bo se premiknila naprej kar tako. To pa ni enako temu, da na samopomilovalen način brodimo v preteklosti. Kvečemu je anticipacija še neprihajajočega kot radikalno drugačnega od nešeja. Melanholija razglasi, podobno kot zvestoba, da naše preteklosti še ni konec, da se ne more nikoli končati, da mrtvih ni mogoče ubiti. In ta poudarek z preteklostjo, ki ni nikoli dokončana, je tudi zelo prisoten v Fischerju, ker za njega v preteklosti ni nekaj, kar se je zgodilo in zdaj je sedanjost, ampak je nekaj, kar se konstantno obnavlja oziroma kar se konstantno konstruira. Še vedno je v nastajanju, nikoli ne more biti dokončana. No, zdaj, če končam oziroma povzamem kar sem zdaj povedala. Ko melanholik povzroči izgubo predmeta, ima njegovo dejanje več posledic, saj hkrati priznava neobstoj družbenega razmerja, ustvari izgubo predmet, ki deluje kot odpiranje možnosti za druge svetove in hkrati zatrjuje, da nobenega izmed teh potencialno možnih svetov v trenutnem obstoječem svetu ni mogoče uresničiti. In zdaj, če tako ful poenostavim, glavna poanta, ki mislim, da je Fischerjeva poanta, ni ta, da je zdaj melanholija levice nekaj progresivnega,
Ampak to, da če bo prišlo do progresivnega delovanja, bo to delovanje nujno moglo imeti v sebi ta moment melanholije. In to je tudi razlog, zakaj jaz mislim, da je neka določena mera melanholije nujni pogoj tega, čemur Fischer pravi acid communism, oziroma ta njegova teorija acid communisma, ki je začel pisati tik preden se je ubil, mislim, preden je umrl. Jaz mislim, da to se dejansko da pokazati, kako je dobesedno nadaljevanje tega, kar je on razvijal v konceptu ontological melanholija. Sicer s tem se ljudje ne bi strinjali, naprimer nekateri avtorji, kot so Jeremy Gilbert, ta njegov prijatelj, so zavzeli stališče, da je proti koncu življenja doživel razodetje in da je popolnoma spremenil svoje stališče, sploh zato, ker je začel pisati drugače o teh kontrakulturah iz 60-ih let, in spremenil ta cel odnos do hipijev, ampak jaz mislim, da bi se res, če sledimo tej izpeljavi, ki jo je on začrtal in če jo res tako poglobimo, mislim, da bi se dal pokazati, da je dobeseden nasledek njegove teorije. In če zdaj sem za konec na hitro nekaj o tem povem. Vprašanje kaj je ta acid communism? Ne, vprašanje tega acid communism ne prevajam, ker pač ne vem točno, kako se to prevede, oziroma ni še ustaljenega prevoda, ker vsak prevod zgubi ta acid moment. Torej, vprašanje acid communisma je vprašanje, kako je mogoče v svetu kapitalističnega realizma proizvesti nekaj radikalno novega, oziroma kako je sploh mogoče misliti nekaj radikalno drugačnega. In v uvodu te knjige, ki je ni nikoli napisal, ki ima isto naslov Acid Communism, Fischer predlaga novo branje 70-ih let, ki presega idejo, da so 60-ta leta neposredno pripeljala do neoliberalizma, ki omogoča, da zaznamo pravi potencial teh kontrarevolucij iz leta 68. Torej, pač glavna kritika teh gibanj leta 68 je bila, da so hotele biti protisistemske, proti pač kapitalistične, ampak potem jih je sistem postrkal v sebe. In postale so del tega stroja, proti kateremu so se borile. Torej, komodificiral je hipi kulturo, ponotranjal je zahtevo za bolj fleksibilni delovni čas, pač posrkal je vase njeno delovanje. In to je bila tudi Fischerjeva pozicija večino časa, zato je on rekel, da pač niso bila zares revolucionarna, ker pač več kot očitno se niso zoperstavile kapitalizmu. Ampak v teh zadnjih spisih, ki jih je napisal, preden je umrl, pravi, da je neoliberalizem ponotranjil proti kulture 60-ih, da to samo dejstvo, da je neoliberalizem ponotranjil ta gibanja 60-ih, ni bil nujen zaključek zgodovinskega procesa. Pravi, da je preko uvedbe neoliberalizma nastala neka nova vrsta individualizma, ki je v svojem temelju zasnovan tako, da presega oziroma pozabi številne oblike kolektivnosti, ki so se razvijale v 60-ih. Vendar tudi pravi, da se te stvari niso odvijale na nek naprej določen način. Lahko bi se odvijale tudi drugače. In to je nekaj, kar moramo imeti v mislih tudi danes, če želimo graditi idejo novega sveta, nekega novega družbenega reda. V uvodu v ta acid communism Fischer pravi, ne rabimo se spomniti vseh tistih form kolektivnosti, ki so se razvile. Moramo samo pozabiti to formo individualnosti, v kateri živimo danes. In odpravljanje te forme individualnosti on enači z nepozabljanjem prikazni oziroma duhov sveta, ki bi lahko bil svoboden. In to dejanje nepozabljanja mnoštva drugačnih svetov je proces, ki ga on razume kot acid communism. In ta teorija je v bistvu popolnoma združljiva s tem, ko sem prej rekla že, kar je on poimenoval z ontological melanholijo. In preden me vsi vprašali, kako bi ta acid communism izgledal, Fischer pravi, da so bili pro-LSD hipiji 60-ih let, ki so jim rekli tudi the weird left, najbolj blizu komunizma. Tako da, to je to.
jaz nekaj vprašal. V bistvu imam dve vprašanje. Zdaj, prvo, kar mogoče nisem čisto razumel, je Fisherjevo razumevanje potencialnosti. V bistvu uporabljaš dva termina, virtualnost in potencialnost. Pa me zanima, ali gre za teorijo potencialnosti, ki je logična, torej ne vem, naš svet omogoča logično in materialno možnost samoupravljanja, ali gre za neko potencialnost, ki se ustvarja še z nekimi specifičnimi umetniškimi deli. Mogoče to je prva stvar, ki me zanima. Če lahko mogoče malo podrobne razložiš ta pojem potencialnosti pri Fisherju. Ja, mislim, da sem tam, ko sem jaz govorila o potencialnosti, sem o tej ontologiji. In to je neka potencialnost, ki je neka zamišljena potencialnost, dobesedno v tem smislu kot zamišljanje nekih novih možnosti, ki so lahko neke fiktivne oblike potencialnosti. No? Ampak on ne uporablja vedno potencialnosti na ta način. Naprimer, on zelo povezuje potencialnost tudi z tehnologijo. Ne? To je nekaj to, kar nisem šla. No? On na koncu življenja ful enači pravi, da droge imajo na isti način potencialnost kot tehnologija, ker neka ključen moment teh psihodelikov, LSD-ja, pa tega celega acid komunizma je to, da ko ti vzameš drogo, se temeljito spremeni tvoja percepcija prostora in časa. Tvoje dojemanje stvarnosti, resničnega sveta se postane fleksibilno in je zelo, lahko si zamisliš neke nove možnosti, ki jih prej nisi. In zaradi tega tudi on pravi, da ima dobesedno isto funkcijo, kot imajo droge, ima za njega tehnologija, ker tehnologija je tista, ki lahko danes dela to na neki bolj množični ravni, oziroma ki je tista, ki omogoča razvijanje teh nekih novih oblik zamišljanj, ki si jih mi kot ljudje, ki smo omejeni, ne moremo, oziroma ki nam odpira lahko neke te nove potencialne možnosti. Tako da zdaj, ne vem točno, zdaj bi mogla narediti cel raziskavo, kako on uporablja, ampak to sta neki dve uporabi potencialnosti, ki jo jaz tem za njega. Torej ta z tehnologijo in ta z prikaznijo nekih zamišljenih oziroma neuresničenih prihodnosti, ki strašijo sedanjost. Mogoče še ena stvar. Zdaj se mi, da obstaja neko trenje med neko globalno razlago melankolije pri Freudu, pa vse v tem predavanju, s Fisherjem neko globalno razlago tega, kako melankolija nastane, pa potem dejansko nekimi partikularnimi primeri, ki jih Fisher navaja. Naprimer, imamo to postkolonialno melankolijo, imamo to neko prikazansko melankolijo. Se mi zdi, da mogoče, če obstaja tu neka možnost razlage nekih partikularnih melankolij, recimo melankolij za kontekst za nek postkolonialni kontekst na eni strani, pa za nek, zahodnjaški kontekst na drugi. No? Ker se mi zdi, da razlaga, ki jo recimo predlaga Freud, je zelo posplošena, zelo globalna, medtem ko Fisher najverjetneje govori o nekih bolj specifičnih primerih. Ja. Se mi zdi, če se da to nekako... Ne da se, zaradi tega, ker te različni primeri melankolije, to Freudovo razlago on aplicira samo na to svojo ontological melankolijo. Za druge reče, da so neke slabe vrste melankolije, pa jih v bistvu niti ne analizira. Ampak to se mi zdi najbolj problematično, ker se mi zdi, da je ravno to, da razlikujemo neko slabo, pa neko dobro melankolijo, skoraj da predpostavlja nek pozitiven, pa nek privilegiran odnos do realnosti. Vprašanje slabo pa dobro je vprašanje, ali je lahko nekaj progresivnega na melanholični drži. In v primeru te Wendy Brown definicije, v tem primeru fiksacije na politično preteklost, ne more biti. In v primeru te postkolonialne krivde
ne, ki te zdaj pač zadržuje, da bi dejansko delal neke nove politične programe, tudi ne more biti. To v bistvu je samo vprašanje, on gleda, katera vrsta melanholije pa je tista, ki bi lahko imela ta progresivni moment. In tako, na ta način je zdaj ta dobra pa slaba, ne iz neke pač druge pozicije. Zdi se mi, da ravno pač ta pozitivna melanholija pri Fischerju, vse koliko sem razbral predavanje, predpostavlja skoraj neko teorijo genialnosti, neke genialne ustvarjalnosti. Ja. A se strinjaš s tem? Ja. Mislim, pač pa je vprašanje, kako do genialnosti prideš in mislim, ker je del tega, zakaj pa gre na acid communism in droge, po moje, ampak zagotovo jo hoče forsati na koncu, ker še vseeno ta melanholična drža, pač ne to, kar sem rekla, pač melanholija levice po Fischerju in pač nasploh melanholija ni sama po sebi progresivna. Ti se lahko zaciklaš v to neskončno žalovanje, pač forever, ne moreš ven iz tega. Torej ni tako neki, da bi bil nek progresiven moment v tem stanju. Ampak, če razmišljamo pa o neki družbeni spremembi, kakje se je možen zamisliti nek popolnoma drugačen sistem, ob predpostavki, da rečeš, da ni mogoče zunanja pozicija, to je ta težava, ne? On pač Fischer je tako, pač ti si ne moreš iti ven iz tega sistema, kle si obdan si s temi predpostavkami, v katerih operiraš, ne moreš si zunanje pozicije zamisliti, ampak še vseeno je vprašanje, kljub temu, da si ne moreš, kako si jo pa vseeno lahko. In zato on gre v to melanholijo in ta izgubljen objekt in tako, kako rušiš ta konstrukt, ki je neuničljiv in hoče najti nek ta progresiven moment v njem. Ja. Po Fischerju. Kaj je postkolonialna melanholija? Če lahko ti preverjam definicijo še enkrat. Aj ti že? Ja. Nisi poslušal. Torej, postkolonialna melanholija je izogibanje lastni preteklosti, ki je... Paul Gilroy, to je pač nek prijatelj od Fischerja, ki trdi to, kar sem prej rekla, da Fischer na koncu življenja si zašiftal svojo pozicijo, pa hkrati mu potika, da mu je njegovo življenjsko delo vzel, pa ne vem, pač torej nek lik. Paul Gilroy razume postkolonialno melanholijo kot izogibanje lastni preteklosti, kot krivdo glede imperialistične zgodovine, ki paralizira vsako nadaljnjo progresivno delovanje levice. In pač Fischer je od njega vzame, njega dobesedno komunicira. To je the white man's guilt, basically. Ampak to je ta ena izmed teh slabih, melanholij, ki ne omogočajo nekaj stanovga. Zanima, kaj je bila razlika med depresijo in melanholijo, ker recimo pri Fischerju nisem čisto štekal, oziroma zdi se mi, da pri Fischerju je neka razlika, z melanholije lahko nekaj naredi, ne, recimo Joy Division bo on po mojem mislil, da so bolj melanholični kot depresivni, saj trenutno, ko delam glasbo, ne. Pa imaš recimo takšno melanholijo, ki si rekel, ki je lahko neka politična potencialnost noter, medtem ko pri depresijo nikoli nisem pri njemu zaznal, kaj bi on sploh s tem točno hotel narediti. Vzame kot nek kliničen pojav, ki reče, ok, to se individualizira, pa se ne bi smel, ker je nekako umeščen v družbo, pač nek način družbenih mehanizmov, ampak kaj pa recimo, če vzamemo na ta način, čisto epistemološko, kot si rekla, da družbene pojave gledamo skozi neko patologijo, kaj pa če damo izhodišče depresijo? Then we're fucked, veš? Zaradi tega, ker depresija se mi zdi tukaj kot nekaj, ki je pač nekako še sama volja do nekega žalovanja, da malo zamre, kako bi rekel. Tudi pri Fischerju nisem čisto videl, melanholij lahko nekaj najde, nekaj depresije niti ne. In depresija se mi zdi ful nek precej nov pojav vsaj na ravni tega, da se dojema kot neko glavno, recimo, psihološko motnjo danes. Melanholija pa že ful taka, ful ima dolgo tradicijo.
Ja, jaz si pač ne bi upala delati primerjave med depresijo in melanholijo, predvsem zaradi tega, ker ne vem depresije dosti dobro, oziroma se ne spomnim, kako Freud to definira, pa nasploh kak je. Tako da, po mojem, ampak ja, se strinjam s tem, ki se je rekel, verjetno obstaja razlog, zakaj so v melanholijo, ne pa depresijo, oziroma da ni na depresiji nič progresivnega, ne vem. Ne vem. Ampak Freud pa definira, Ja, jaz se ne vem. Mislim, ne vem, kakšna je. Ne znam primerjave narediti s tem, no, iz glave. Ne, čisto, ker se klinična slika se dosti spremenila, se mi zdi, ne? Ja. Imaš nevrozo, imaš melanholijo, Ja. lahko iz tega še spelaš schizofrenijo, sam Ja. nisem še zasledil glih neke take, da bi malo podrobne obravnave depresije. Ja. Zdaj, kar nekaj- Mislim, edina je ta depresija, ki jo on omenja v tej knjigi, kapitalistični realizem, je ta depresivna hedonija, torej nemožnost delati nič drugega kot konstantno iskati nov užitek. To je edina, ampak tudi to ni mogoče ta depresija v tem smislu, mislim, to je neka vrsta depresije verjetno, ampak te drugih nisem zaznala, no. Ja. Mogla bi pač več vedeti o depresiji, da bi pa lahko vedela, zakaj je ni uporabil. Ampak po moje, ja, ko jo uporabi na negativen način. Ja, čisto se mi zdi, ker sta tako neke dve Ja, se razumem, ja. afekta, kaj bi temu rekel, ki ful poudarja, ampak hkrati izrajem, da lahko nekaj naredi, medtem da Ja. da pač nekako unikne, no, tudi tako dobro kritično poanto naredi, ampak tam nekako ostane, ne, se mi zdi. Samo to sem. To bo morda skoraj bolj provokacija kot vprašanje, ampak na podlagi tega, kar je Tatjana najprej sprašal, ne vidim točno čisto na neki ontološki ravni, kje je potem razlika med to neko progresivno melanholijo in neko neoliberalno v bistvu paradigmo inovativnosti. Kaj neoliberalno, kaj? Neoliberalno paradigmo inovativnosti. Inovativnosti. Ja, obe Ja. imata neko to zahtevo, pa pač, mislim, Ja, basically, da je neoliberalna zahteva po inovativnosti se izraža tako, da konstantno proizvajaš nova blaga oziroma neke nove produkte, ki se pač prodajajo. Medtem ko ta produktivna melanholija bi se kazala kot nekaj, kar pač nima smisla v obstoječem svetu, nekaj, kar se ne more vklopiti v njega, kot neko delovanje, ki ga ne samo ne moreš monetizirati, ampak ker je tako kar neki, mislim, na ta način, če gledamo iz stališča, kako bi zdaj ju ločili. Kot sem rekla, pač najboljši primer tega za Fischerja, ne, so bili ta The Weird Left, ta pro-LSD hippie, pač The Weird, tako, the craziest of the crazy, ne, so bili ta primer. Tako da pač je nekakšna distinkcija. Zdaj jaz ne vem, pač on tega ni zdaj razvil, tako da jaz tudi ne moram zdaj dati bolj konkretnih primerov, ampak na tej ontološki ravni definitivno je razlika zaradi tega, ker pač se gre za neko delovanje, ki iz stališča sistema ni smiselno, napram delovanju, ki je ultra smiselno. Kje je provokacija? Kje je provokacija? Še eno vprašanje mogoče? Ja, zdaj ne, zdaj moramo zaključiti. Okay. Ja, hvala za predavanje.